Ali veste, kako se s pomočjo posebnega čarobnega kamna napove vreme? Zadnjo majsko soboto, na dan posvečen norčavosti, smehu in dobri volji, je grajski dvorni norček, preden smo se odpravili globje v srednji vek, slovesno napovedal. Vreme bo! Po tej odlični napovedi smo z olajšanjem sledili gostitelju, grofu Lambergarju, ki v goste na Blejski grad rad vabi plemiče in viteze s spremstvom od blizu in daleč. Z Hrvaške so prispeli Ordo Sancti Viti z Reke in društvo Okrožja Konski iz Konščine, iz Slovenije pa društvo Cesarsko-kraljevi Ptuj in društvo Lonca. Danes so na prvem mestu dame, potlej še norčki. Se pravi, lutkovna predstava, vse sorte srednjeveških iger, seveda šale na račun norčkov, ki jih rad počenajo, dame pa že tako so lepe, potlej imajo še poslikave s kano, potlej si lahko nakit izdelajo, razne delavnice, slikarske, kakorkoli, ki je povezano s srednjevekem, vse to danes lahko vidite in doživite in probate. Če so si nagrado obiskovalci in obiskovalke lahko ogledali dovršene nastope srednjeveških skupin, najmlajši pa lutkovno predstavo, so jih v taboru v Grajskem parku čakala še izkustvena doživetja. Spretnosti mečevanja, streljanja z lokom, metanja sekir v tarčo so navduševale zlasti mladeniče. V bistvu ves čas, ko imaš ščit, ko držiš, ne samo držiš. V bistvu je blazina samo tukaj pa te ves čas pritiska, ima malo rdeč zdaj. Ko pa mečuješ, pa je isto, meč tudi kar težek, pa sem zato rajši izbral najmanjšega, ker je najlažji, pa še vsem bilo kar težko. Res. Drugač pa ja, zelo dober. V šoli mečevanja skoraj ni bilo predaha. Otroci so z navdušenjem preskušali osnove. Neki jako brzo, nekima malo treba, vidi se da, ovo su teški mačevi za njih, to je najveći problem. Znači za njih bi bilo idealno da su manji jer onda bi mogli to lakše. Ovako naprosto vidi se da kad nemaju još dovoljno snage. Ali većinom su klinci jako sretni kada ubiju, znači uvijek me spitaju je li to pravi mač? Je, pravi je mač, nije naoštren, ali je pravi mač. I onda su oduševljeni. Ob raziskovanju vseh zabavnih stvari v taboru smo glavnega grajskega norčka vprašali, kaj nas čaka konec tedna na srednjeveških dnevih. Vam povem, da bo noro. Norci bomo, vitezi bojo, plesalci bojo. Jaz mislim, da bo zelo zabavno in tudi zelo zanimivo. Bruhanje ognja na Huduljah, mala malica za teater Cizamo. Za vse ostale pa so bile zraven na voljo Hudulje, da so se lahko preskusili v hoji z njimi. Nekateri so bili prav spretni. Već sam na Medvedgradu kod nas u Zagrebu probao. Meni je to zanimljivo jako i zabavno. Prvi put smo došli na Bled sa obitelji, imamo 3 djece i slučajno smo zapravo došli ovdje do dvorca, neplanirano. Jako nam se sviđa ovaj program sa vitezima, djeca su isprobavala hodati na štulama, gađali su lukom i strijelom, malo su se igrali tu sa drugom djecom i baš je lijepo. Djevojčici se najviše svidjelo vožnje u košari. Prvo se bojala, nije htjela ući, a onda kasnije nije htjela više ići van. Da, baš jako lijepo program i lijepo je vrijeme, tako da evo mi smo 4 dana tu u Bledu i Bohinju, došli smo malo u posjetu prirodu, baš je jako lijepo. Jako je lijepo, dosta slika sam napravio i baš me zanima priroda i što su ljudi izgradili prije. Za otroke je bilo veliko zabave in dela. Jonatan si je ravno ogledal zabavno predstavo teatra Cizamo. Zelo dobra je bila, najbolj mi je bilo pa všeč, kaj žongliral z noži pa z baklami. A si še kaj drugega pogledal že v tem grajskem taboru ali pa nagrado v tem času? Ja, že vse razen tanka perejo. Pa kaj ti je recimo od vsega najbolj všeč? Mečevanje. Si se preskusil v mečevanju? Ja. In kako je to izgledalo? Dober, meči so bili težki,
Pa enkrat sem ga premagal. V prav posebnem kotičku tabora so otroci v ustvarjalni delavnici izdelovali svoje igralske like in ustvarili mini predstavo. In ob prebiranju zgodbic iskali princeske in prince. No, tukaj v Grajskem parku je prav poseben kotiček za otroke, skupaj knjigic. Kaj tukaj počnete? Ja, v bistvu tukaj oživljamo grajsko pravljico. Odločila sem se, da bom izbrala Kraljično na zrnu graha, to pa zato, ker otroci, ki prihajajo, da zgodbico vseeno malo poznajo. Kot pa vidite, je pa tukaj noter zelo veliko zgodb, ki sem si jih sposodila v knjižnici o gradu, o princeskah, o kraljičnah, o kraljih, o zmajih. Tako da si otroci lahko tukaj prelistajo knjige, mogoče kakšno novo spoznajo, dobijo kakšno idejo, kaj si lahko še sposodijo za domov oziroma doma v svoji knjižnici. Potem pa preberemo pravljico tukaj, malo se pogovarjamo tudi o tem, o tej zgodbi, uprizorimo tudi pravo nevihto. Ja, takole. Otroci uporabijo tudi svoje lastne inštrumente. Tako da v bistvu tukaj spoznajo pravljico, potem se pa lahko preselijo tjale, kjer izdelajo svojo lutko in to senčno lutko. Ponudba v taboru je bila pestra tudi za dame. Delavnice poslikave s Kano z mehendi umetnico Julijo Šmit, makrame ateljeja in vrt okusov z zelišči in dišavami. Med nastopajočimi to soboto so bili gostje iz Škofje Loke, ki se vedno znova radi vračajo na Blejski grad. Torej, mi smo iz skupine renesančne plesne skupine Lonca in vsako leto pridemo sem na Bled. Tako gostovanje pomeni za nas možnost predstavitve tudi v drugih krajih, Tako da pa seveda druženje z ostalimi skupinami, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi. Mikrofon smo vseeno še dobili nazaj za vprašanje predsednici Kulturnega društva Lonca. Na Bled vsako leto smo vabljeni, zelo radi pridemo, ker je vedno vse lepo organizirano, lokacija nam je zelo všeč, prijaznost, okolica, tukaj se srečamo tudi z drugimi skupinami, tako da smo si ustvarili tudi nekakšne stike. Danes smo po dolgih letih srečali še eno skupino iz Hrvaške, kjer smo včasih nastopali v Karlovcu na gradu Dubovac in smo bili zelo veseli en drugih. Tako da tle smo vedno lepo, prijazno. Dogajanje na Blejskem gradu bo to soboto in nedeljo doseglo vrhunec. Pričakujemo goste od blizu in daleč, kajti naš grof je poslal vabila, seveda na klasičen način, celo na Madžarsko, na Češko in pa na Hrvaško, tako da jaz mislim, da bodo vsi z veseljem prišli v goste k nam na Blejski grad. Naj vas le še opozorimo, da bo v času dogodka veljala posebna prometna ureditev. Ob tem pa vas vabimo, da se na grad, če je le mogoče, povzpnete po urejenih pešpoteh. Podrobnejše informacije o dogodku najdete na spletni strani Zavoda za kulturo Bled. Ljubo moje ljudje, jaz vas goza srca vabim k nam na Blejski grad, kjer bojo srednjeveško dogajanje, tabor bo živel v srcih srednjega veka, je to že 15. po vrsti, bo najboljši in ne pozabiti priti 3. in 4. junija na Blejski grad.